CV intervju na SITV, mogoče boste to gledali leta 2050 na katerem koli že omrežju. Danes oziroma tokrat pa je gost gospod Tomaž Kšela oziroma tovariš Tomaž Kšela, včasih zelo znan Mariborčan, sedaj pa mogoče več ne. Tako. Torej, najprej moram reči, gospod Hedl, da se vam zahvaljujem za povabilo na vašo televizijo. Mislim, da sem bil vedno približno enako znan. Jaz namreč novinarski poklic večino življenja opravljal pri agencijah. In v agencijah imamo to srečo, da nas sicer pozna relevantna javnost. Pod članke se pa direktno ne podpisujemo, ampak in dokler sem delal pri agenciji, sem bil Tanjok ali pa Slovenska tiskovna agencija, tako da je ime zaradi tega v najširši javnosti manj znano. Samo nekaj vprašal kolega, ker je tukaj dolgi plan, a imate bližnji plan na drugi kameri? Bližnji plan slike? Ne, tista ni bližnji plan. Jaz bi rad obraz noter imel portret. Ja, samo obraz, da ni. Ja, no, dajte potem z eno kamero to, midva pa nadaljujemo, ja. Ampak mislil sem v drugem smislu znan, bili ste izpostavljeni, politično, ne? Imeli ste funkcijo v občini Rotovž takrat, takratni občini Rotovž do enega leta. Moram reči, da sem pravzaprav v življenju skozi na nek način politično pa aktivistično deloval. Če bi me vprašali, zakaj, pravzaprav sam ne vem. Že v 3. razredu osnovne šole so me sošolci izvolili za predsednika razreda. Potem se je to nadaljevalo, tudi v gimnaziji so me izvolili za predsednika razreda. Bil sem predsednik šolskega športnega društva in potem sem začel delovati pri katedri. Dajmo mi da tu prekiniti. Koncept CV intervjuja življenjske zgodbe je takšen, da greva od začetka in dobro istočnico ste nam dali. Greva torej, ste rojeni v Mariboru? Ja, rojen sem v Mariboru. Tezno, Pobrežje, Studenci. Na Taboru, sicer v bolnici, pa družina je živela na Taboru v Beograjski ulici. Rodil sem se 7. novembra 1950. Oče je bil inženir elektrotehnike. Družina je takrat že bila formirana, 3 sestre sem imel. Prva je bila 14 let starejša od mene. Marija, Uča so je pravili sošolci in kolegi. Bila je univerzitetno diplomirana pravnica in je bila sodnica. Druga sestra je bila 13 let starejša, je bila univerzitetno diplomiran arhitekt, je imela velik smisel za to urejanje okolja in prostora in tako naprej. Tretja sestra, 5 let starejša, je bila univerzitetno diplomirana biologinja, strašno zanimala za naravo, planinka in tako naprej. In se pravi, da sem v družini že imel starejše sestre, ki so bile na mnogih področjih bolj kompetentne in sem že tam mogel se malce potruditi, da sem sploh do besede prišel. Dokazovati kot edini moški? Ja, ne, bolj je bilo to eno kompetenčno vprašanje. Nisi mogel v takem okolju, predstavljajte si, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, je sestra že sodnica bila. Nisi mogel recimo neki bleknit, kar ni bilo točno, kar so te popravili. Sestre so bile ljubeznive in so me popravljali. Ne, to mali, to nimaš prav, to ni tako, to ne moreš tako reči in tako naprej. Drugače pa bolj zanimivo kot pravzaprav moja zgodba, je zgodba mojega očeta. On se je leta 1899, tega, če se ne motim, je zdaj 114 let, rodil v Bolehnečicah v Prlekiji. Bil je
Točno danes sem videl na internetu, kolega stanuje v tem kraju, ravno pred eno uro. Tam je končal osnovno šolo in še eno tako nesrečno naključje je bilo, ko je bil majhen moj lojtrni voz čez nogo pelil in si je nogo zlomil. So me sicer lepo poravnali, ampak zaradi tega ni imel potem nekih težav zaradi tega, ampak je bil malo bolj slaboten, pa dobro se je učil. In to je nekako bilo dovolj, da so ga poslali na šolanje po osnovni šoli. Moj oče nadel 2 klobuha, ga je 2 kovčka in ga je pripeljal v Maribor na Melski hrib. Tu se je z gospodinjo zmenil, da bo tam doma pomagal pri gospodinji, zato bo imel hrano in stanovanje. Gospodinja ga je prala, on pa je hodil v klasično gimnazijo, tu je na današnji Mladinski, kjer je danes pravna fakulteta, v tej zgradbi je bila. To je pomenilo, da je bil, takrat je bil star, ne vem, 10-11 let, tak fantiček je moral biti vsak dan v črni obleki, beli srajci, kravata z loščenimi čevlji. To je bil tisti še pravi stari avstro-ogrski drill. Pouk je potekal v nemščini, on, ko je prišel iz podeželja, ni znal besede nemško. In je pravzaprav bil vzgojen v tem avstro-ogrskem drillu. Lahko vam kot zanimivost rečem, recimo, jaz nisem nikoli očeta videl brez obleke. On se obleke tako navadil kot neke uniforme. In celo na plažo je šel v obleki in se je tam preoblekel. Tako da mi je včasih, ko je bila taka velika razlika v letih, skoraj nerodno bilo, ampak tako je pač to bilo. Potem je on sodeloval v teh gibanjih za priključitev Maribora Sloveniji. Takrat je potem bil je premlad, da bi bil mobiliziran. Potem je v prvi generaciji maturantov bil, ki so slovensko gimnazijo klasično končali. Takrat je bilo v Mariboru 2 oddelka, sta bila klasične gimnazije. Vsak mislim, da je imel od 20-24, en je bil slovenski in nemških otrok. To je bilo zelo malo dijakov. No, mislil je iti študirati v Prago, potem je študiral v Ljubljani, ker je bila leta 19 v Ljubljani ustanovljena univerza, je tam začel študirati in je tam v Ljubljani je spoznal mamo. Mama je bila od ruskega carja, iz ene meščanske, liberalne ljubljanske družine. Oče seveda, ki je prihajal z podeželja, je bil bolj konzervativc, ampak tu vidimo, da ljubezen ne pozna meja. In tako sta zasnovala družino in prišla živeti v Maribor, ker je oče se pravzaprav šolal z osnovnim namenom, da bo ljudem v domačem kraju pomagal k boljšemu življenju, da bo skozi je govoril, stroji, elektrika, to bo prineslo napredek. Ljudje se ne bodo več tako materali, kot se materali, kar je videl. To izredno težko delo, ki je takrat bilo. Tako zdaj govorijo za računalnike. Ja, približno. No in mogoče kot anekdota, on je elektrotehniko študirati začel leta 19. Takrat v njegovi rojstni vasi in tudi širše okrog skoraj noben ni vedel, kaj je elektrika. So celo nekateri govorili, Jožek je nor, študira nekaj, česar sploh ni, sploh ne moreš prejeti, ne vidiš. In je mati in oče, ki sta mu ta študij financirala z težkim delom doma na kmetiji in njegovi bratje in sestre, niso nikoli v življenju elektrike videli. Ker je elektrika v to vas Bolehnečice prišla šele nekje po 50. letu prejšnjega stoletja, se pravi, mogoče tam je 54, 56, ne vem zdaj čisto natančno, ampak takšne so bile takrat pač
razmere. In to je generacija, ne, ki je pravzaprav doživela največji razcvet tehnologije, tehnike, spremembe življenja. Jaz sem šel prav v to vas Bolehnečice in sem se pri starostah pozanimal, kakšne stroje so poznali takrat, ko je on odhajal iz Bolehnečic. Takrat ni bilo niti enega stroja, ki ne bi bil iz lesa. Bili so lojtrni vozovi, pa tiste pohalne, ali kako se reče, ne, leseni. Ko je pa on bil v jeseni življenja, ne, so pa že sateliti letali po vesolju in kmalu po njegovi smrti je že prvi človek stopil na Luno. Ne. Tu je bila... Enemu od tistih strojev se reče Vejevski mlin. Ja, točno. Za ločevanje žita od... Vem, dosti sem tja na počitnice hodil, sem to delal, samo mislim, da so tam imeli domači izraz, Jaz poznam iz svojega kraja, verjetno so imeli vsi drugačnega. Ja, kar. Kot sem rekel, mati je bila iz ene ljubljanske, liberalne družine, to je bila gostilna pri Ruskem carju. Oče njen je umrl za posledicami Prve svetovne vojne, bil je tak en zelo velik rodoljub. Svoj čas je bil tudi kot gostinec direktor hotela Union v Ljubljani. In vam bom tudi tu eno anekdoto povedal, ne, ko je moj oče skupaj z rojakom, doktorjem Antonom Slodnjakom, isti letnik sta tu po Mariboru pa po Ljubljani hodila in študirala, seveda vsak svoje, ne, oče elektrotehnika, on slavistiko. In je tako naneslo, da sta se tudi z dvema sestrama potem v Ljubljani poročila. In ko se je Slodnjak poročil z mojo teto, ne, materino starejšo sestro, je moja stara mama, rekli so je ruska carica, je odšla v Prlekijo, v Botkovce, tam, kjer je bil Slodnjak doma in rojen, starše je šla obiskat. In to je z vlakom do Ptuja, potem z tistim vozom do bližnjega kraja, pa ker je bilo neko deževje, so celo peš mogli do hiše iti in tako naprej. In to je bil za njo takšen šok, ne, ko je iz Ljubljane prišla v Prlekijo in je videla, kako je to zaostalo, ne mislim v tehniki, ne, kako je to, kar Ljubljana je takrat že bila recimo naprej v razvoju. In je potem prišla domov, je to pripovedovala in ko se je moja mati poročila, ne, z očetom, je stara mama rekla, da je že enkrat bila v Prlekiji, ne, in da je rekla, moraš razumeti, Jelena, ne, da ne bom še enkrat šla tja zdaj v Prlekijo, ker sem že tam bila, ne. Sem že videla, kako to izgleda. Tako da se moja babica, ne, po materini strani in moja babica po očetovi strani nista nikoli v življenju videle in nikoli med sabo pogovarjale, čeprav sta si zlasti v času vojne dosti pomagali družini med sabo. Ampak to je bilo za te običajne, bom rekel, ljudi, so bile te razdalje takrat skoraj nepremagljive, ne? Ker dobro, zagotovo bi lahko, ne? Ampak tako je pač življenje teklo. Lahko skočimo že v Maribor po vojnem času? Lahko. Če zdaj rečem par besed o tem svojem okolju, jaz sem se rodil, mladost sem preživljal tule v Beograjski ulici na Taboru, v enem prijetni soseščini. Moram reči, da je bila
da so bila to lepa leta, lepa mladost. Imel sem tam dosti prijateljev, Cerkveničev, Cerkvenič Jure, Cerkvenič Miran, Cerkvenič Boris, Galun Milan, Kamnikova Slavica čez cesto, tako smo se družili tam in v tem koncu je živelo tudi kar nekaj Primorcev, ki so prišli po prvi svetovni vojni v Maribor in se je poznalo, prinesli so nekaj novega duha, visoko nacionalno zavest, precej tudi enega... Pa kulturne aktivnosti so počeli v Mariboru, ne? Ja, tako da smo tam eno lepo otroštvo preživljali, ne? Zanimivo, da recimo Cerkveničeva družina, ne, je bila natanko enako sestavljena kot naša, ne? 3 sestre, ki so bile približno toliko stare kot moje, ne? In potem na koncu fant, ne, moj sošolc, tako da je vsak iz družine imel pri Cerkveničih svojega partnerja, ne, in smo se zelo dosti družili in imamo še danes stike. Zanimivo, da se je moja hčera kasneje na fakulteti v Ljubljani spoznala z eno mlado kolegico, ne, in ko mi doma pripoveduje, reče, sem pa spoznala eno zelo fajn kolegica, je bila iz Cerkveničeve hiše. Se pravi, da ta duh nekako v družinah ostaja in ga začutiš kot bližnjega, ne. Če se spomnite iz najprej recimo 50-ta, še se spomnite kaj? Prvi spomini iz Maribora v času odraščanja? Ja, v času odraščanja se seveda spomnim polno prigod, predvsem iz tega sosedskega življenja, ne. Drugače je pa ena zanimivost, zlasti za fanta, ne, bila v tem, da smo imeli čez cesto vojašnico. To je ta vojašnica, ne vem, kako se je reklo, ko je tu ob Ljubljanski... Magdalena. Ja, Magdalena, Ljubljanska pa Beograjska. Končala se je s pekarno, ja, nadaljevala se pa z verjetno Magdalena. Ja, pekarna ne, pekarna je že malo dislocirana bila, ne. No, gor čez cesto pa je Magdalena, verjetno. Ja, to je tale in ko smo bili mali, ne, fantje, smo seveda morali delati vojakom, prosili so nas za kakšne usluge, ne, ali da si mu kako jabolko prinesel, ne, ali pa da si mu kak časopis prinesel, seveda, če so bile kakšne luštne slike mladih deklet v njem in tako naprej. In za nagrado so nas potem vzeli čez plot, nas dali v tank, smo lahko držali puško v rokah in tako naprej. Tako da mi te prigode ostajajo v spominu. Kaj večjega, da bi rekel, kaj večjega, pa ne, mogoče, če bi mislil, da bi se še kaj spomnil. Vojaščine je bilo veliko v Mariboru, ne? Dosti je bilo kasarn. Ja, vojaščine je bilo precej, tako da... Melje, Tabor 2, oziroma velika kasarna. To je bilo v zvezi, Maribor je bilo obmejno mesto, ne? In kolikor sem kasneje spoznal, ko sem šel vojakom, ne? Je to pač doktrina je bila takrat taka, ne? Bivša Jugoslavija se je bala napada tako iz zapada kot iz vzhoda in tudi potem, ko sem na vojaške vežbe hodil, ne, bil sem namreč v teritorialni obrambi, tam so se nenehno uvežbavale te, ne, enkrat napad iz zapada, enkrat napad iz tega, ne, in tu je Maribor imel dosti strateško vlogo, ne, podobno kot recimo na jugu Slovenije Postojnska vrata, tam so ta Postojnska vrata bila pomembna, ne, tu pa recimo prehod čez Dravo. Recimo, da bi se
v primeru napada na Jugoslavijo, vse take so bile takrat doktrine, ne, bi se braniti začela Jugoslavija verjetno na Dravi, potem pa na Savi. Ne. Zato je bilo verjetno toliko vojaštva, ampak jaz ga nisem toliko opazil, veste, ker sem imel vojake čez cesto, ne, in si postal počasi neobčutljiv do uniforme. Ne. Ker čez vikende Maribor so vojaki preplavili, ne, je bilo včasih, ko so imeli izhod. Ja, to je vem, da je zlasti sestre so imele resne težave. Ne. Veliko izbiro. Ne, težave, ker mislim, da tu pri dekletih ne, da ni bilo posebnega zanimanja Ni bilo? za vojake. Drugače je bilo, ko sem bil pa sam pri vojakih, ne, v Sarajevu recimo, tam je pa situacija bila drugačna. Ne, tam. Ampak tu mislim, da pri Slovenkah ni bilo velikega zanimanja za vojaške Ni torej iz poklice. tistega časa veliko mešanih zakonov prišlo ravno iz tega stika vojakov iz drugih republik v Sloveniji? Tega nisem nikoli poročeval, pa se za to posebej zanimal, ampak vsaj v krogih, kjer sem se jaz gibal, moram reči, da dekleta niso kazala nobenega posebnega zanimanja za vojsko. Ne. Tako da, mislim, prav obratno je bilo, ne bi rekel, da z vojakom ne bi, že v principu ne bi začela hoditi punca, ne, recimo. Se je. Tomaž v osnovni šoli je bil priden ali je bil razposajen, je bil baraba bolj, kak? Ne, v osnovni šoli sem bil, mislim, da sem bil vedno odličen. Nisem bil med piflarji, ne, ampak verjetno je tudi to tri starejše sestre, dosti znanje, sem na ta način dobil, nekaj sem se tudi učil, tako da sem pravzaprav, moram to reči, ne, da v naši družini je znanje imelo zelo pomembno mesto. Ne. Jaz sem, ko sem odraščal, ne, sem skozi poslušal preparacije iz nemščine v slovenščine, iz latinščine v slovenščino. Vse sestre so bile v klasični gimnaziji, starejša je imela še grščino in tako naprej. In to oče je odlično znal latinsko, starogrško, nemško, to je skozi neki so prevajali, je pomagal in tako naprej. Tako da sem skozi živel v enem okolju, ne, kjer sem vedel, da je dobro čitati, dobro se izobraževati, učiti in sem to recimo nekje po svojih možnostih tudi delal. Ne. Nisem pa bil tisti, bil sem preveč sem imel življenje rad, da bi pa predolgo ob knjigah sedel in sem se ukvarjal tudi z mnogimi drugimi stvarmi. Ne. Mi tole snemamo na lokaciji Ljubljanska 4, Mariborski dvor. Ta osnovna šola je bila blizu, zelo, ne, verjetno. Ja, jaz sem hodil tu v tole šolo Žolgarjevo, tako se je takrat reklo, ne vem, če se še danes tako reče. Na začetku 15. ne? Ja, na začetku 15. ko sta dve šoli bile skupaj. Tam smo se potem tudi vsi razredi slikali na dvorišču, tam, kjer je bil potem letni kino. Tu sem hodil 3 leta. Potem se je pa družina preselila v center mesta, v Razlagovo ulico. Tam sem pa potem dobil nove kolege, novo družbo in sem hodil v to osnovno šolo Bojana Iliha, to je tamle gor pri Mladinski. Tam iz te šole, ne, tam sem pravzaprav spoznal potem krog sošolcev, ki so me spremljali do današnjih dni. Kakšni zanimivi sošolci, ja, osebnosti javne celo, če kaj? Ja, težko, tu ne bi se odločil, da bi zdaj našteval, ker bi jih preveč izpustil, ne. Zelo dosti je tam ljudi, ki so kasneje tudi uspehe v življenju dosegali. Mogoče kot anekdoto, ne, najbolj mi je ostalo v spominu to, da takoj, ko sem prišel iz druge šole, ne, v razred, je bilo po kakšnem dnevu ali dveh
treba preizkusiti, kdo je najmočnejši v razredu, ne? Ker zdaj se je nek nov pojavil. Ne? In tako je cel razred odšel pred šolo in sem se mogel v rokoborbi spopasti z sinom od Mikliča. Miklič, profesor Miklič je bil, on je bil Miklič je bil potem zdravnik in midva sva se tam spopadla, ne? In je nekak rezultat ostal neodločen. Ne? Tako da sem potem recimo v šoli imel kar relativen mir, ne? Kar je veljalo, da sem še kar močen, ne? Pa atletiko sem treniral, tako da nisem imel teh vrstniških težav, da bi mogel recimo se pretirano braniti ali pa s tem ukvarjati, ker slišim, da je to danes v šolah problem, pa mislim, da je tudi že takrat bil, ne? Da če kdo ni bil dovolj močen, ne? Se lahko kdo na njega spravi in tako naprej. Tako da je potem se že v razredu začela razvijati tista solidarnost, pa v šoli, ne? Da je bilo vedno treba pomagati manj močnim ali pa nekomu, ki si je krivica zgodila, in to se je seveda vedno našel krog ljudi, ki je to počel. Ne? Tomaž je bil boljši v matematiki ali spoznavanju družbe? Umetnosti? Moram reči, da so mi šli pravzaprav vsi predmeti relativno dobro. Najslabše petje, posluha nisem imel in nimam. Drugače pa sem pravzaprav in družboslovje imel zelo rad in matematiko sem imel zelo rad. To je pravzaprav me privedlo do tega, da potem, ko sem šel v Ljubljano študirati, ne, da sem začel prvo leto študirati matematiko in filozofijo skupaj. To je, mislim, da je študij obeh bil zanimiv. Na filozofski, ne? Matematiko sem začel študirati na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, filozofijo pa na filozofski fakulteti. In tako je to nekaj časa trajalo, potem pa sem videl, da obojega ne bom mogel združevati. Predvsem me pa življenje potegnilo toliko v to družboslovje, ne? In tudi to me je zanimalo, da sem potem matematiko opustil. Ne? Še prej pa verjetno skozi prvo državno, tako kot se je reklo v gimnaziji, verjetno. Tam na gimnaziji še ni bilo recimo takih, vse pri nas nisem opazil, da bi bilo ločitve. Danes vidim, da se mladi prej odločajo, da se eni bolj za tehniko usmerijo. Takrat je bilo še dosti splošno, vsi smo vse se učili. Ampak zanimivo, takrat so rekli gimnaziji prva državna, ne? Potem pa še kasneje druga državna, ne? So rekli gimnazija, je to točno? Ja. Takrat je bila prva gimnazija, ko sem jaz hodil, se je samo prva gimnazija imenovala. 3 so bile v Mariboru, pač po številkah so jih označili. Verjetno tudi glede na nastanek, ne vem pa točno zakaj. Seveda, če je tu v podtonu vprašanja rivalstvo med temi gimnazijami, ne, takrat je tale prva gimnazija veljala mogoče za malo bolj elitno, če bi tako rekel. Potem je kasneje postala druga gimnazija, to je dalj časa druga, kar zdaj stvari stojijo, ne vem. Ampak ja, tako je bilo. Ja. Mi z dežele smo slišali, da prva gimnazija je bolj gospodska. Druga pa bolj delavska. Tako. Jaz mislim, da je velik del tega imidža, ki so ga gimnazije pridobile, ne, je povezan z tem, kam so šli profesorji bivše klasične gimnazije. Ker en del jih je šel v osnovno šolo, en del jih je šel, pa tudi kasneje so šli na gimnazije, večinoma so pa šli seveda na druge gimnazije in se mi zdi, da so potem recimo starši izbirali. Ne. Jaz sem imel eno osnovno šolo čez cesto, ampak sem hodil precej daleč v osnovno šolo zaradi tega, da sem se lahko tam latinščino učil, ne, ker so pač starši mislili, da mi bo latinščina prav prišla. Ne. Zanimivo, ne? Je bilo v 50-ih, 60-ih že je bila delitev obstajala, ne?
Torej, so starši izbirali. Jaz se tudi spomnim, mene so, naprimer, dali v osnovno šolo Sladki vrh, kjer je pač takrat učil Partlič pa Peter Trnavšek in tako naprej, ki je veljala zelo veliko boljšo šolo kot osnovna šola Ceršak Šentilj, recimo. Ne. In tako je tudi očitno bilo povsod. Ne. Tudi gimnazija prva je bila bolj cenjena vedno kot druga gimnazija v socializmu. Ne. Veste kaj, Torej obstajala ta delitev tudi v tem času. Ne? Tale socializem je prinesel možnosti, da so se vsi šolali. Ne? To je bil, jaz če zdaj gledam nazaj zgodovino, je to bil za slovenski narod en velik korak naprej, ne? Ker je, mislim, da je, se mogoče bomo kasneje v pogovoru še prišla do tega, mislim, da je naš velik problem v pomanjkanju znanja, v prenizki izobraženosti in tako naprej, celotne populacije, mislim. Se strinjate, da je to zdaj? Čeprav imamo veliko izobraženih, visoko izobraženih ljudi, ampak da je izobrazba na nizkem nivoju, se strinjava? Zagotovo. Ampak jaz seveda tu gledam, iščem neke vzporednice zgodovinske. Ne? Recimo, poglejte, jaz sem šel svoj rod pogledati, ker to najlažje pri sebi, pa pri svojem rodu pogledaš. Kak je čas čez stoletja tekel, kak so te rodovi se spreminjali. Ne? In moj dedek se je rodil leta 1858. Danes bi bil star 155 let. Dedek. In ta dedek se je rodil nekaj let potem, ko so v Avstro-Ogrski ukinili tlačanstvo. Se pravi, v našem rodu je moj dedek prvi, ki ni bil tlačan. Dobro, je bila to ena kmečka hiša, velika, pri županovih se je reklo in tako naprej, ampak vendarle to so bili vsi, ne? Večina slovenskega prebivalstva so bili tlačani. In zdaj, če gledaš nazaj, to, kar ste vprašali, v zvezi z izobrazbo, če gledaš, koliko ljudi se je takrat izobraževalo, je to bilo blazno malo. Ne? Recimo, ko je moj oče šel v Mariboru v klasično gimnazijo, je mogoče, ne vem, če iz tiste fare v par letih, če en odšel. Ne? Zdaj, poglejte, hvala Bogu, je množično ljudje hodijo v srednje visoke šole na fakultete in tako naprej. Ne? Se pravi, mi smo tu bili strašno podhranjeni. Jaz se strinjam z tem, ko zgodovinarji velikokrat poudarjajo, kakšne dosežke smo mi dosegali v zgodovinskem razvoju. Ampak, ampak vendarle, dokler nismo bili samostojni, dokler Slovenija ni imela vseh atributov državnosti in tako naprej, je bilo dobro, da smo si ta nacionalni ponos na ta način dvigovali. Ampak zdaj moramo, po moje, realno pogledati nazaj. Mi smo en narod, ki je krepko zaostal v razvoju. Že v prejšnjem stoletju, da ne govorim naprej. Mi leta 1848, ko so bile meščanske revolucije po Evropi, nismo imeli meščanstva, tako rekoč. Če si pogledaš strukturo Ljubljane, iz leta, socialno strukturo iz leta, mislim, da je tam leta 1830 ali kaj takega. Tam vidiš, da je v Ljubljani takrat bilo prebivalstva 3000 poslov in služkin, pa je bilo 4000 dinarjev, mogoče bilo. Pa je bilo za intelektualce, piše umetniki in intelektualci 50, eden od teh Prešeren, drugi Čop. Potem je bilo recimo plemenitih oseb, 129, torej ne družin, oseb. Pa še tisti niso bili slovenske narodnosti? Mislim, da ne, ker Ljubljana je sploh bila nacionalno zelo mešana, pa veliko tujcev je bilo. In še to mogoče duhovščine, tista pa je bila natančno prešteta, tam pa piše 99, skupaj z knezo Škofom. Se pravi, če mi gledamo, kje smo bili takrat
In kje smo recimo 150 let kasneje, ne, je tu en velik korak naprej, a seveda pa vsega tega zaostanka, ki je v zgodovini nastal, nismo mogli prebroditi. Ne. Vprašanje, če je velik korak naprej, ker gre namreč za obremenjenost. Tudi mi, da smo zdaj prišli na to tlačanstvo, pa o podrejenosti. Tem, a se vam ne zdi, da so Slovenci preveč obremenjeni s to zgodovino, s tem tlačanstvom, s tem podrejenostvom, s tem mogoče, ne vem. Ja, veste kaj? Kar je bilo, je bilo. A ne moremo zdaj... Jaz mislim, da če bi bili s tem obremenjeni, ne bi bilo prav. Ne? Dobro pa je, da si realen, ne? Da veš, kje si, koliko si razvit, kaj lahko dosežeš in kam greš. Ne? Ker najbolj slabo bi bilo, po moje, če bi mižali, pa zapirali oči, pa si delali utvare, ne? Kako smo dobri, delavni, pridni, uspešni, izobraženi, ne vem kaj vse. Ne? Bojim se, ne, da smo o sebi ustvarili neke stereotipe, ali pa še boljše, v stari Jugoslaviji so nekateri o nas ustvarili stereotip, v katerega smo mi radi verjeli, ne? Da smo ne vem kaj vse, ampak dejansko, če pogledamo ta srednjeevropski prostor, v katerem je naš življenjski prostor, ne, in kjer se je narod skozi stoletja oblikoval, tu smo zaostajali in moramo še marsikaj nadoknaditi. Ne. Niso samo v stari Jugoslaviji o Slovencih ustvarjali stereotipe, tudi v socialistični Jugoslaviji se je verjetno to ustvarjanje, oziroma sem bil prisoten, nadaljeval ustvarjanje. Kdo je bil ta glavni iniciator in kakšni so bili po vašem ti stereotipi? Da smo Slovenci pridni, pametni? Mogoče prej kot to rečem nekaj, ne, sem zasledil v eni literaturi, ko je Napoleon prišel v te kraje, ne. Ko je Napoleon tole zasedel, so potem prišli francoski raziskovalci, etnologi in tako naprej, začeli proučevati. Ne. In sem tam zasledil eno besedilo, ko je eden od teh francoskih avtorjev popisal malo, ne, kako slovenska pokrajina pa ljudje izgledajo. Ne. In med drugim napisal, da pravzaprav razen Gorencev, ne vem, Gorenc je rekel, to so delovni pa pridni, ampak je rekel, vsi ostali pa niso tako pridni, ne, pa radi ga na zob dajo in tako naprej. Ne. Tako da mislim, da že se pravi, v Napoleonovih časih, ne, 200 let nazaj, en znanstvenik tu videl, da nismo, ne, vsi enako razviti in tako naprej. No. To, kar pa pravite za Jugoslavijo, ta stereotip, ne, tu smo zdaj preskočila zelo, ampak preskočiva. Tu pa mislim, da gre za druge stvari. Ne. Za katere? Ja, prav tu gre za to, da je v celotni politiki in koncepciji samoupravnega socializma v Jugoslaviji, ne, imela Slovenija eno zelo pomembno vlogo. Ne. Tole samoupravljanje, ne, in koncept samoupravljanja je vendarle zrasel v glavnem na Kardeljevem krogu, ne, in v slovenski družboslovni misli levi, kakršna pač takrat je bila. Ne. In zaradi tega je nekako nastajal vedno, pa seveda tudi tehnološka bila Slovenija bolj razvita in tako naprej. Ne. In je zaradi tega verjetno Slovenija to vodilno vlogo vedno imela. Ne. Mi se včasih ne zavedamo, kako vplivna je bila Slovenija v Jugoslaviji. Ne. Zelo vplivna. Dočim zdaj za Evropsko unijo ne morem reči, ne, da je vplivna. Zdaj bi rekel, da je ravno obratno. Ne. Če bi tak v šali rekel, ne, bi lahko rekel, da smo tam bili prvi na vasi, ne, zdaj smo pa zadnji v razvitem svetu. Ne.
Bo držalo, ja. Samo vprašanje, če smo bili zaslužno prvi na vasi. Beograd, Zagreb so vedno bili močnejši kulturni centri kot Ljubljana. To je zdaj tudi, Ja, vsaj moje gledišče je tako. gotovo. Tudi meščanstvo je bilo bolj zakorenjeno, torej njihovo nacionalno meščanstvo, ne? No, bolj razvito. Veste kaj, jaz mislim, da je tu razlog tiči v tem, da je bila Slovenija tehnološko že prej se razvita. Ne? Tu je pa pravzaprav Maribor prednjačil. Ne? Maribor je bil tisti, ki je industrijo pravzaprav postavljal na noge, ne? Tako v Sloveniji kot kasneje tudi marsikje druge. Ne? Marsikdo ne ve, ne? Ali pa ne pomisli toliko, da se je pravzaprav, če pogledamo, zakaj se je Maribor razvil, ne? In zakaj ima to mesto, je skozi v eni permanentni krizi, ne? Leta in leta. Maribor je pravzaprav eden od najpomembnejših. Zdaj se pa moramo pravičiti, moram malenkost vode spet. Aleks, lahko daš vodo? Ne, saj sem imel nekaj svoje. Kje pa je voda? Zdaj sem pa... Joj, jaz sem pa vzel vodo. Pa se vseeno. Je. Joj, jaz pa to nevredno. Se vseeno. Ja. Ja, treba. Ker... Tule v Mariboru Drava, ne, so bili čudoviti pogoji za proizvodnjo elektrike. In leta 13 začnejo na Dravi graditi falo. To je bil, če se ne motim, dunajski kapital pa švicarski kapital. V glavnem švicarski. In to tovarno so, to hidroelektrarno so gradili. Takrat so rekli, da gradijo evropsko Niagaro. In ko so to do neke faze zgradili, je zaradi vojne bilo treba gradnjo ustaviti. Ker se investicije, ki niso bile v vojaške namene, niso smele uporabljati, graditi. Tu so potem investitorji zlobirali na Dunaju, da so postavili tovarno dušika v Rušah, karbida, ne, ki pa je bila vojna industrija, ta pa je rabila ogromno energije iz elektrarne in so lahko obe v vojni nadaljevali celo skupaj celo ob uporabi ujetnikov. Ne. To so Avstrijci zlobirali, ne? Avstrijci so to vodili. Avstrijci pa verjetno tudi ta švicarski kapital, ne. Na Dunaju je bila takrat oblast, ne. In potem, ko je pa ta elektrarna, ne, ki je bila zgrajena v bistvu za potrebe Gradca, Bruka, ne vem, Leobna in tam gor, tega njihovega industrijskega bazena, ko je bilo to zgrajeno, je pa majster mejo postavil. In iznenada je tu bila hidroelektrarna, blaznih kapacitet za tedanje čase, brez uporabnikov. En uporabnik je bil, ne, to je bila tovarna karbida. Ne. Potem so takoj elektrificirali Maribor, mislim, da je bilo leta 21, ne, in je to bila elektrika strašno poceni. V okolici pa ogromno prebivalstva, zlasti nekvalificiranega ali pa polkvalificiranega, ki ga je bilo moč potegniti v mesto. Ne? In to so takoj zaznali predvsem delovno intenzivne panoge, tekstil, elektroindustrija in so začeli, kovinska industrija bolj kot elektro na začetku, in so začeli lastniki tovarn iz Avstrije, iz Češke, od drugod, seliti te tovarne sem. In ko je leta, mislim, da je bilo leta 1923, uspelo v Beogradu zlobirati, da je Jugoslavija takratna kraljevina, ne, da je
uvedla carine na blago, na tekstil, je pravzaprav tale mariborska industrija postala monopolna v Jugoslaviji. In to je bil en strašen dejavnik razvoja. In v nadaljevanju te zgodbe je potem zrasla tudi vsa druga industrija, se je na to prilepila. Tu je bila energija zelo dolgo cenena. Ker tudi veste, da takrat vemo, da ni bilo električnega omrežja v Sloveniji. Fala ni imela kam drugam pošiljati tega kot pravzaprav v Maribor. In kasneje je ta mariborska industrija po drugi vojni, ker je bila izredno razvita, tudi med vojno se je razvijala, kot vemo, po drugi vojni je pa tale industrija ogromno akumulacije svoje dajala za razvoj manj razvitih drugih mest v Sloveniji. Takrat je bilo centralno plansko gospodarstvo in to centralno plansko gospodarstvo je podrazumevalo, da se vsa akumulacija zbira v enem centru in se potem delajo projekti, ampak takrat, ko bi moralo mariborsko industrijo obnoviti, Pa ni prišlo nazaj. se pa zgodi nekaj drugega. Zgodi se tisto, kar bi lahko rekel, sreča za Slovenijo in ob tem nesrečna okoliščina za Maribor oziroma za njegovo industrijo. Zgodijo se ustavne spremembe, najprej kot amandmaji, potem nova ustava in iznenada centralna oblast nima več denarja, ker denar dol ostaja, da bi obnovila, da bi lahko kaj delala. Zdaj, mi dva lahko tu zdaj ugibava, ali bi bil v 60-ih letih, koncem 60-ih let, začetku 70-ih let Maribor na vrsti, da bi ga obnovili tehnološko. Jaz mislim, da če so bili kolikor toliko umni gospodarji, bi to naredili. Nisem pa prepričan, da bi se v bivši Jugi to zgodilo. Sredi 70-ih. Ja, ampak bi že kar bilo treba na začetku 70-ih. Ja. Na začetku 70-ih bi bilo treba mariborsko industrijo temeljito obnoviti. Torej so bili časi, ko je Maribor financiral druge. Zelo dolgo. In jaz se spomnim, ko je tale moja generacija, ko smo nazaj iz Ljubljane prihajali, zlasti ta tehnična inteligenca, kar so šli v tovarne, so na prve tiste srečanja, ko smo se dobili, ko se je kdo zaposlil, so prišli čisto zaprepadeni. To so bili mladi inženirji, ki so se vseh mogoče stvari že na fakulteti učili in je potem prišel nazaj in je rekel, pa kaj si ti nor, veš, da sem tam videl, da še na čas nastroje, ki so še pred Hitlerjem so jih že sem pripeljali, še na tistih delamo, pa tako naprej. Potem so bili posebni mojstri, to se je vedlo, kdo je v tovarni tisti, ki zna na 50 let staro stružnico delati. To je bil poseben heroj. In mislim, seveda taka industrija ni mogla konkurirati. In jaz moram reči, čeprav zdaj preskakujem malo, bo verjetno na to prišla, ampak se bomo šla na 60 nazaj. To bi rad rekel tu v zvezi s tem, da v Mariboru, tam nekje od začetka 70-ih let, pa do propada Jugoslavije, se je skozi govorilo, moramo več in bolje delati. Ni bilo denarja več, da bi obnavljal industrijo. Ta delavski sloj, razred, delavstvo mariborsko je plačalo izjemno hud davek. Ker je tu se je z intenzivnostjo dela pravzaprav nadomestilo tisto, da je tukajšnja industrija še toliko in toliko let bila konkurenčna. Vse so bila določena vlaganja, samo znatno manj, kot je ta industrija potrebovala. Potem pa je bil še en moment, ki ga je mogoče tu samo tako na brzino opišem. V bivši Jugoslaviji je bilo pomembno tudi to, kar je imela spodbujanje razvoja nerazvitih. In zdaj republika je morala dati denar ali v zvezni budžet, pa v drugo republiko, nekam na Kosovo, Makedonijo, Črno goro,
če pa je imela lastno nerazvito območje, pa lahko na lastno iz istega fonda plasirala ne. In zato so potem v Sloveniji na vseh nemogočih lokacijah, ne, na totalnem podeželju, ne. Na Kozjansko, na primer. Ja, sredi njiv, jaz sem potem kot novinar o tem dosti pisal, ne. Recimo si prišel, novo tovarno so odpirali, pa je nisem našel, ker je bila v koruzni njivi, ne. Si prišel tja, nisi mogel verjeti. No, ampak dobro, so tiste tovarne preživele, so ljudem dosti kruha prinesle, mnoge žal kasneje tudi propadle, ampak o tem zdaj verjetno. Gremo na vaš življenjepis, to je življenjski intervju. Ne? Torej, 60. gimnazija, tu nekje se potem greste v Ljubljano študirati. Mogoče v Mariboru v 60-ih malce se vstaviva. Ja, tako bi rekel, jaz sem v gimnaziji, ne, sem začel tudi pisati in sem začel objavljati v katedri. To je bilo leta, recimo leta katerega? Jaz mislim, da je to bilo 67, tu nekje je bilo. Takrat je bil... Kdo je bil urednik? Urednik je bil Jančar. Jančar je bil tam je Drago, potem je bil Braco Zavrnik, je bil tam, je bil Janez Gujt, Dušan Zbašnik, kasneje Davorin Kračun prišel. Kračun je zamenjal Jančara, ne? Kračun je zamenjal Jančara v uredništvo? Jančar je zamenjal Slavko Gerič. Slavko Gerlič? Ja, mislim, da je tako bilo. S tem, da nekakor ne smem pozabiti, bil je tudi Vladimir Gajšek, ne? Ena od osrednjih osebnosti na tem kulturnem področju. Bil je Miroslav Slana, bil je mogoče seveda fotograf, recimo Bogo Čerin, ne? In tako da je to kar bila ena taka ekipica, ne, ki je časopis smelo delala, ne. Jančar je bil tudi tak, ko si je po domače rečemo dosti upal, ne. Bil je dober urednik za nas, ki smo pisali, ne, ni posegal v tekste, pa nas kaj nazaj držal, ne. Tako da seveda pa to moram reči, ne, toliko objektivno moram biti. Če bi danes kak mlad človek dobil občutek, da je to bilo nekaj grozne, pomembnega, pa da je to bilo nekaj veliko znanja in tega tam, bi bil zmoten. Jaz mislim, da imajo današnje generacije mnogo več znanja. Je pa bilo vsega spoštovanja vredno, tako reči. Recimo, da je to vedno isto, ko mladi prihajajo. Ja, verjetno je to vedno isto, da nove generacije ima več znanja, vsega več, ne. Gremo mogoče v Gajško. Kaj se je z Gajškom zgodilo? Nekako je izparjal iz javnosti, ga ni. A je imel že probleme takrat, da se je oblastil v 60-ih ali 70-ih? Kaj se je z njim? Ker namreč v nekaterih krogih, oziroma med literati, je cenjen kot izredno kvaliteten literarni ustvarjalec. Jaz sem se takrat z Gajškom zelo dosti prijateljeval, tudi z mnogi drugi so, ne. Mislim, da je bil kar v tem mariborskem javnem življenju oseba, na katere je vsak naletel, ne. Ker se je dejansko tudi od jutra do večera ukvarjal z umetnostjo in z življenjem v javnosti. Ja, težko je tako govoriti, ne, o drugih ljudeh, ne, ampak tisto, kar je dejstvo, je to, da se je on poročil in je dobil sina in se je preselil v Ljubljano. Je pa že Gajšek od nekdaj tak bil, da ni bil zelo mobilen, ne. On se je skozi zgibal na istih relacijah, ne. Vedno si ga na istih lokacijah našel in mislim, da je zdaj podobno v Ljubljani. Tam vidim, da ima tudi en krog in v tem krogu se giblje. Zelo je pa se zgleda, ne, prilagodil novim medijem, ima neko revijo spletno. Vidim pa, da je tudi na internetu izjemno aktiven, ne. Kdor bo vpisal Vladimir Gajšek, se mu zna zgoditi, da bo čez
100.000 zadetkov dobil. Ne. Torej ga moramo čim prej povabiti sem tudi na intervju. Ampak so se takrat že med vami videle na katedri politične razlike, nasprotovanja politične. Tu je vendarle Jančar, ne, Gajšek z svojimi idejami, Miroslav Slana, recimo levičar, ne, z svojimi performansi, ki jih je s kolegi uprivozarjal tudi v Ljudskem vrtu pa s gledališčniki. Vi bi še koga verjetno bi našli. A se že med temi ljudmi se že ta trenja med vami pojavlja ali niso se nikoli pojavila, ker kasneje so se, ne? Tam v katedri se torej ni bilo nobenih tovrstnih trenj, ne. Ne da bi se jih spomnil. In tudi kasneje, ne, nisem zaznal, da bi tu kakršnakoli trenja nastajala. Tu je pač življenje nas je vodilo v različna okolja, kjer smo delovali in v bistvu so pota bila malo različna, cilji pa v glavnem zelo podobni, čeprav pa seveda v tem čisto ideološkem smislu, ne, je pa vsak človek itak samosvoj in zgrajena oseba. Tako da tu teh problemov ni bilo. Je pa bilo potem, ko je Jančar odšel, je pa nastal en konflikt, ampak ni imel prav nič za politiko, ne. Bil je banalen, ne. Šlo je za to, da pa to je zdaj toliko let, to je v bistvu Ja, no, mladi ste bili veseli, verjetno punce ste tudi preganjali. Ne, veste, kaj je bilo? Preprosto en, ki je bil tam pri katedri, pač tudi malce bolj pomemben, ne, je prepisal. Kdo? Dovolite mi, da to Dobro, zadržim za sebe. Ker, ne, kolega je pokojen, ne, bi bilo nesmiselno njegovo ime izpostavljati po tolikih letih. Ne. In on je to nekaj prepisal, potem smo nekateri to opazili, ne. Zanimivo prepisal je od Francija Pivca, ne, in Cirila Baškoviča en tekst in potem smo na to na uredniškem odboru upozorili. Nastal je velik konflikt, v katerega se je politika vmešala, kot češ, kaj pa napadate institucija, ne. Zanimivo, ne, katedra je bila institucija, ki ni bila posebej blizu pa ljuba, ne, recimo režimu, ne, ampak ko si jo pa napadel, ne, pa režim odreagiral, kot da si njega napadel, ne. Ampak to je bila vaša razprava v uredništvu. Ne, to je hitro dobilo širše dimenzije in je bila taka, recimo, je bil en konflikt, so potem bila tam neke take, se veste, kakšne nočne seje, kjer se je potem to razreševalo, ne, in v bistvu tisto, kar sem jaz tam ugotovil, ne, je to, da resnica ni bila najbolj pomembna, ne. Pa to, da je en prepisoval, pa to niti ni bil tak problem, ne. Mi moramo ugled institucije ohraniti, mi moramo to, tako, veste, v bistvu vse skupaj malce otročje, ne. Recimo, za mene je recimo, pa še za marsikoga, je to bilo nekaj nepojmljivega, ne, da ti v nekem avtorskem delu prepišeš, ne, pa se spod podpišeš, ampak takrat se je potem pravzaprav reklo, da to ni nič hudega, da to mnogi počnejo in tako naprej, ne. Imamo tradicijo prepisovanja. Ja, mislim, vidimo danes, ne, in to, jaz tega ne povezujem nič s politiko, pa nič, to je ena splošna kultura, ne. Veste, jaz sem enkrat delal intervju z Marjanom Pungartnikom, ne, kolegom, pa sem ga vprašal, kaj on kot najvišji dosežek kulture v Mariboru vidi.
To so delali recimo pred 20 leti ali pa 15. In veste, kaj je odgovoril? Me zanima. To, da greš v gledališče in ne dobiš več bolh. Ja, In si rekel, Madonna, to je dejansko visoka kultura. No, zdaj slišim, da so bolhe pa uši zopet na pohodu. ja, zopet so. Ampak, poglejte, recimo, meni se zdi kultura, če ti bereš revijo, ne, in veš, da je avtor tisto sam napisal, kar je tam. Ne. Ampak, kot rečeno, ne, zgodovina se ponavlja v mnogih ozirih. Ne. Ja, v 60-ih so tudi drugi vaši kolegi, sodobniki povedali, da je bilo dosti bolh, da so jih celo tujci prinašali, da so kot diverzija in takšne teorije obstajajo celo razne v Mariboru. Ampak ja, seveda, se sam spomnim, da smo preganjali bolhe v začetku 60-ih, sredini 60-ih. Franci Pivec, ste ga prej omenili, on ni bil v uredništvu katedre, ne? Takrat ne. Kot je, on je bil starejši, je že bil v Ljubljani. Ljubljan je bil, ne? Mogoče bi jaz tu korak naprej naredil. Ne? Jaz sem potem šel v Ljubljano študirati. Jaz bi ostal še na 60-ih, malo bi ostal. Seveda ste hodili dosti, malo me družabno življenje zanima. Ja. Fantje ste bili mladi, po gostilnah ste hodili dosti. Drugače, veste kaj, Maribor je bil tako mesto takrat, ne? Da si se recimo z sošolci ali pa sošolkami, če si se želel videti z njimi popoldne, tako zmenil, si rekel, a prideš ti kaj popoldne ven? Ja, pa je rekel, bom prišel malo ven. In to je bilo dovolj. In sta bila zmenjena. In si prišel tja do Ezleka, pa si tam naredil tisti trikotnik, ne, ki so ga potem Bermudski poimenovali, si šel do Novega sveta, Orl seveda, Novi svet, pa si se vrnil tam mimo po Gosposkem nazaj gor in to je bilo to. Ne. Center pa ni bil vaša lokacija, restauracija Center je že bila zgrajena. Ne? Ja, ampak restauracija je bila, restauracija Center pa ni bila za te ure, ne? Če si ti potem popoldne, tudi mogoče, restauracija Center je pa bolj živela čez dan in v popoldanskih urah, kolikor se jaz spomnim, v tistih letih. Vse tako se mi zdi. Mogoče, da so se nekateri tudi več zadrževali, tam je bilo tudi dosti muzike, ne? Jaz sem pa že prej rekel, da je moj hendikep malo bil v tem, da posluha nimam posebnega in zato muzike nisem veliko poslušal. Muzika. V 60-ih je bilo veliko rock muzike v Mariboru. Ste imeli s temi rockerji? In ogromno jih je bilo, po nekaterih trditvah celo nekatera pričevanja govorijo o tem, da je 200 rock skupin vadilo v Mariboru in okolico predmestih, vse in da so ta glavni frajeri so prišli igrati v Halo C samo, ne? A ste imeli kaj stika s temi dolgolasci, z rockerji? Ste imeli vi dolge lase? Ne, nisem imel dolgih las, ker sem bil atlet. Atleti niso smeli imeti dolgih? Ne, niti nikoli pomislil nisem na to, da bi jih imel. Imel sem stike, ne morem reči, da posebno tesne, ne? Ampak vem, da so mnogi so vadili v kleteh, to je bilo takrat, tako recimo, da dosti je bilo teh ljudi. Moram pa reči, da se po teh krogih nisem toliko gibal glasbenih, da bi o tem težje govoril. Ne, v Halo C niste hodili? V Halo C sem seveda tu pa tam šel, ne? Ampak ne zelo pogosto. Pa čudno mi je to namreč, da katedra ni o tem pisala. Ni dost, čeprav je prvi glasbeni festival Veselo jesen organizirala, oziroma je bila iniciator, ne, popevke Vesele jeseni, ampak o tej rock sceni pa ni dost pisala. Ne. Kot napredni študentski časopis, teorije so bile noter, medtem ko pa ta, recimo, zahodna kultura pa ni bila prisotna pop kultura. Ja, se strinjam z vami, ne. Jaz bi to bolj povezal z eno socialno strukturo ekipe, ne? Ker takrat, ko se je ta rock glasba začela, ne? Pa ko so Beatlesi prišli pa tako naprej, si pravzaprav mogel kar precej denarja imeti, da si ti temu sledil. Mogel si imeti frštekarijo, se je reklo, ne? Mogel si plošče kupovati, ne? Se pravi, starši so morali kar nekaj
džeparca ti dajati, ne? Investirati v to, da si potem ti lahko to in mislim, da je marsikdo, ki bi ga stvar zanimala, ne, se ni s tem mogel toliko ukvarjati, ker teh možnosti ni imel. Ne. Takrat recimo gramofon, ne, pa vsa ta tehnika, to ni bilo tako poceni. Ne. To je, morate računati, da so takrat bile še družine, kot televizije niso imele. Ne. In v hiši je bil takrat tak red. Ne. Prva investicija je bil pralni stroj, ne. To je vsaka gospodinja dosegla. Potem se je pa začelo za televizijo šparati. Ne. Mimogrede, kot anekdota, ne, v mariborskem Himu, ne, so delali pralne stroje in tu se moji viri, ki jih pač imam, razlikujejo malo v cenah. Ne. Eni pravijo, da je oblast tako naročila, da so mogli dati male pralne stroje v Gorenje delati, mislim, prepustiti program Gorenju. Nekateri pa pravijo, da ne, ampak da so se sami tako odločili. In da je tam eden od veljakov rekel, ne, kje bojo pri nas ljudje imeli toliko denarja, da bojo pralne stroje kupili. Mi bomo raje te male naj delajo tam v Velenju, mi bomo pa delali te velike, ne, za vojašnice, bolnice, to bo kšeft. Ne. In očitno se je potem drugače obrnilo, ne, ker ko so prišli pralni stroji, to je bilo največje obremenitev, je bilo pranje za gospodinje predtem. Ne. In to je hotela vsaka gospodinja najprej imeti, ne, in to je potem krenila ta bela tehnika. Ne. Ampak rock muzika, še malo pa dolgolasci. Ja. Bi lahko rekli, da so to bili šminkeri, ki so oblačili malo mogoče tudi drugače pa to, in ki so imeli več denarja iz bolj meščanskih, premožnejših družin, tisti, ki so se ukvarjali z rock muziko? Mogoče bi zaradi tega, kar sem povedal, zaradi stroškov pa tega, bi lahko mogoče ta vtis nastal. Ampak generalno gledano ne. Jaz bi rekel, da je v 60-ih letih, ne, začela odraščati generacija vnukov od partizanov. Ne. To je bila, ali pa ja, tu nekje, ne, ali pa so bili že očetje bolj ostareli, pa so sinovi takrat odraščali. In tista prva povojna generacija, ne, ni mogla dihati. Ne. To je tisto, po domače bom rekel, ne, to je bila generacija, ki je uresničevala program, vizijo staršev. In v 60-ih letih je začela odraščati generacija, to je recimo moja generacija, vidim, da nas ta doktor Ihan, ne, v svojih blogih ljubeznivo imenuje baby boombarje, ne, da ta generacija se v tistih razmerah ni dobro počutila. Težko bi rekel tako, da bi zdaj 10 točk naštel, kaj ni bilo ljudem všeč, ne, mladim. Tako kot danes težko našteješ, zakaj vstajnikom ni všeč. Ampak nekaj je ljudi dušilo, ne, ni bilo prave svobode, imel si občutek neke utesnenosti, nisi vse mogel, predvsem so se pa začele v tedanji Jugoslaviji pojavljati socialne razlike. In to socialne razlike, ki so spremljale že prve reforme, ki so takrat krenile, in tu se je videlo, da ni neke pravičnosti pri teh socialnih razlikah, ki so nastajale. Eni, ki so zelo garali, niso napredovali, drugi so po takšnih ali drugačnih ključih začeli napredovati pa prosperirati. In to je povzročilo med mladimi revolt, ne, ki je potem leta 1968 v celi Evropi, v Evropi, potem pri nas je to pripeljalo do revolta. Ne. No. Skratka, ena utesnjenost. 60-ta so torej bila liberalizacija, pravzaprav na nek način je to bilo, vsaj tako jih jaz vidim zdaj. Konec, potem pa bi še v rock muziki, ja. Konec 60-ih je zagotovo bila liberalizacija. In
To je tudi obdobje Kavčičeve vladavine, ne? Ampak Liberalizacija seveda pa ne smemo si pa tu nobenih utvar delati. Ne? To ni bila taka liberalizacija, kot bi si jo danes predstavljali, ne? Ampak je pa bila, ne? In se tudi v Nemčiji je bila drugačna, takrat tudi v zahodni Nemčiji je bila drugačna demokracija, kot pa je zdaj. Ne? ja, predvsem, veste kaj, vzdušje je bilo predvsej podobno temu vstajniškemu vzdušju, ki ga danes čutim. Ne? Preden se o tem stajništvu v 60-ih še mogoče misel o tem, zakaj je rock muzika, beat muzika, rock and roll tako uspela v Mariboru, da Maribor upravičeno imenuje jugoslovanski Liverpool. Čemu bi to bilo pripisati? Samo misel mogoče. Težko bi rekel, ker moram reči, da o teh stvareh nisem toliko razmišljal, ampak če bi zdaj tak ad hoc poskušal eno misel izvleči, ne, bi rekel, da se je tu ta vpliv tujine močno čutil. Ne. Mi smo imeli odprte meje, tu se je dosti več čez mejo hodilo. Tu si, recimo v Avstrijo se je zelo veliko hodilo. Ne. In tako da mislim, da je tu stik z razvitim svetom bil močnejši. Po drugi strani pa, ne vem, ne, sej konec koncev, tu na Štajerskem je vedno bila ena svobodoljubnost. Ne. Tu so ljudje vedno bili malo bolj odprti v besedi in dejanju, hrabri. Konec koncev je tudi majster tu nastopil. Ne. Zanimivo mišljenje. Ne. Jaz Štajerska ne vidim tako, ampak dobro. Mogoče skozi daljše zgodovinsko obdobje celo je tako. 60. torej vstajništvo, 68. Kdaj je v Ljubljani so prvi študentski opori? V Ljubljani so tudi že bili 68. leta. Jaz takrat še nisem bil tam. Jaz sem bil še takrat v Mariboru. Takrat je prvič med študenti zavrelo, ampak manj, bom rekel, v manjšem obsegu. In to, kar se je pa v Evropi leta 68 zgodilo, se je pravzaprav v Ljubljani potem zgodilo 71. leta. Za zasedbo Aškarčeve. Je to bilo povezano z odstopom oziroma z odstranitvijo Kavčiča? Mislim, da ne. Mislim, da je to je bil duh časa, ne? Nove generacije, ne? So hotele širši prostor svobode za sebe, preprosto. Veste, mi smo se že takrat med študenti včasih tako pogovarjali, ne? Ni nam bilo jasno, kako so tako stari ljudje, ne? Na funkcijah. Pa se je držal kot klop, ne? Neke funkcije. Pa se je rekel, pa se bo penzijo imel dobro, pa zakaj pravzaprav hoče tu biti, ne? Nisi razumel te logike. Jaz sem šele mnogo kasneje, ne, dojel, ne, da je verjetno en velik del, ne velik del, en del te generacije, ne, se bal tega, da bi te povojni poboji prišli za demokratizacijo prej v javnost, da bi se to prej problematiziralo in da bi takrat so še bili toliko stari, da bi lahko kdo kakšne konsekvence nosil. Ne. Jaz mislim, da je preprosto bilo to generacija strah. Ne. In tistega, kar je mene strah, ne, je to, da smo Slovenci mogoče zopet v situaciji, da imamo kakšne strahove. Ko se boji kdo, da bi kaj vem prišlo. Ne. Izpred 20 let. Ja, ali pa mogoče pred 10, kaj pa vem. In smo vedno v neki situaciji, da krivde in strahu. Ja, ker jaz sem prepričan, ne, da je nenormalno, če se nekdo funkcije po klop drži. Ne. Ker funkcije opravljati, jaz sem potem kot študent in naprej nekaj časa
s tem ukvarjal ob svojem rednem delu, volontersko seveda. In seveda to je napor, ne, če to resno misliš delati. In to, kdor v tem vidi smisel življenja, ne, je problematično. Ne. Če se ljudje tako kot klop držijo v funkciji, je nekaj hudo narobe. Ne. Ali so preveč privilegirani, ali pa kaj skrivajo. Ne. Tretje možnosti skoraj ne vidim. Ja, o tem govori tudi management uči o tem, da se naprimer menedžeri ne bi smeli držati in jih učijo in trenirajo, da danes si odgovoren, jutri pa več že nisi in to spada v del Evo, to vaše besede delovanja. podpiram, potrjujejo. Ja.